Ta vikend 21. in 22. maja prihaja v Mursko Soboto, natančneje v prostore Mladinskega informativnega in kulturnega kluba, torej MIK, prvo regionalno tekmovanje v videoigrah oziroma gaming. Več nam bo povedal Samo Zavašnik, predsednik društva Speed.si. Pozdravljen. Živjo. Torej, če mogoče za začetek gledalcem pojasniva, kaj to sploh je gaming? Gaming je igranje videoiger. Z Pomurskim prvenstvom v gamingu pa želimo predstaviti ne le tisto casual, torej sproščeno igranje, marveč tekmovalen aspekt tega, torej, da se igra za nagrade, da se igra v tujini tudi za poklic in skratka na nivoju podobnemu športu. Takšno tekmovanje je v Pomurju letos prvič. Bila so že tekmovanja v stilu tekmovalnega igranja videoiger, vendar ne na takšen nivo organizirana, skratka ne z takšnim rednim prenosom slike, komentiranjem, ne z računalniki na dogodku. Normalno je bilo tako, da si mogel računalnik sam prinesti na dogodek, kar je zamudno, vleče se zadeva, je bolj umazano, to je pa skratka bolj takšna klinična zadeva, čista. Prideš tja, igraš na računalniki, ki ti jih postavijo, vsi igralci imajo identične pogoje, igra se bolj resno, za morebiti večje nagradne sklade in skratka na višjem nivoju. V katerih igrah, oziroma v kakšnih igrah pa se bodo tekmovalci pomerili? Imeli bomo turnirje v večjih različnih naslovih, imeli bomo v League of Legends, to je trenutno najbolj popularna videoigra na svetu, potem v Counter-Strike Global Offensive, to je ena strelska igra, potem v Hearthstoneu, zelo popularna igra s kartami, in potem še klasične pretepaške igre in itak nogomet, Pro Evolution Soccer. Kdo pa načeloma oziroma večinoma sodeluje v teh igrah, če mogoče povejo po spolu, pa tudi po starosti? Čisto realno, demografska skupina igralcev je 90% moška in od starosti med 13 in 27 let pretežno, potem pa so eni, ki grejo izven te ozke definirane skupine, seveda. Omejitev pri starosti pa verjetno ni? Nimamo omejitev pri starosti, imamo za mlajše od 16 let, v primeru, da se dogodek zavleče, imamo da podpišejo obrazec za dovoljenje staršev, ampak razen tega ni nobenih omejitev za sodelovanje. Kot ste prej že omenili, zanimivost tudi ta, da bodo si lahko vsi zainteresirani poleg dogodka na licu mesta ogledali tudi prenos živo. Kje, kako? Ja, sedaj smo se prvič dogovorili z vami, da bo zadeva prvič v Sloveniji, res v zgodovini Slovenije, zadeva prenašana v živo, torej v živ program na televizijo. Itak do sedaj smo imeli večjo stopnjo osredotočenosti na splet, torej na spletno platformo, torej na YouTube Live in na Twitch, dve malce bolj specializirani platformi za to. Poleg tega pa vedno na dogodkih možna udeležba, da gledaš na televizijah, na platnih, to vedno omogočamo in tudi sedaj bo to več kot možno. Torej vsi tisti, ki jih zanima, si bodo lahko to tekmovanje ogledali v soboto od 10 do 12:15 in potem spet zvečer od 19 do 21. To je na televiziji TV Ideja. Drugače na samem prizorišču pa smo odprti od 10 zjutraj do 10 zvečer, tako da ni problema, kadarkoli bi ljudje morebiti želeli priti na dogodek. Je pa dogodek dvodnevni, tako da isti termin tudi v nedeljo. Tako je. Torej, če mogoče povabiva vse še k ogledu za konec? Res vabimo vse, da si ogledajo zadevo tako online, tako na televiziji, tako na samem prizorišču, s ciljem, da dobimo nekaj na legitimizaciji iger prvo v regiji, potem pa še širše, tako da bo lahko tako kot tini. Hvala za obisk v našem studiu in veliko uspeha pri tekmovanju. Hvala.